Velika vojna je zdaj že minila, ne? Zdaj smo bili v obdobju med obema svetovnima vojnama, kar zdaj nakazuje, da pravzaprav tista vojna ni več velika, ker prihaja še ena, ne? Če smo v vmesnem obdobju. In v tem vmesnem obdobju te druge vojne so nastajale vizije o ureditvi Slovenije po drugi svetovni vojni. Kolegica Kornelija Ajlet z oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani bo govorila o vizijah v partizanskem taboru, ker seveda vizij je lahko več. Ena bo ta. Najlepša hvala, res je, vizij je bilo več, ampak jaz si bom dovolila, da bom ta referat začela nekoliko v bližji preteklosti, kot je to druga svetovna vojna. Namreč leta 2017 je Služba Republike Slovenije za razvoj predstavila vizijo Slovenije leta 2050. Za oblikovanje vizije si je služba vzela 2 leti in pol časa, in v tem obdobju so pripravili iztočnice za pogovore. Te iztočnice so nato predstavili vladnim ministrom, ki so dodali svoj ne ravno poglobljen lonček. Nato pa so vizijo oblikovali na podlagi delavnic, ne, kot je to danes moderno, med uslužbenci javne uprave in pa državljani Republike Slovenije v Radencih, v Postojni, Velenju, na Otocu in na Bledu. Skupaj je pri snovanju te vizije Slovenije sodelovalo 363 državljank in državljanov. Rezultat tega dela je bilo besedilo v obsegu 421 besed. In to besedilo sporoča, da bomo leta 2050 Slovenci uspešni, da bomo inovativni, vitalni, seveda bomo dosegli nacionalno spravo, imeli bomo bogato identiteto in predvsem bomo srečna nacija. Na podlagi te vizije je bila kasneje izdana še strategija 2030, ki je govorila o tem, kako bomo te cilje vizije do leta 2050 tudi dosegli. In državljani naj bi izvajanje vizije spremljali ves čas na spletnem portalu Slovenija 2050 SI. Zdaj, videz spletne strani leta 2023 je nekoliko nepričakovan. Ta spletna stran je bila očitno prevzeta in danes objavlja ne preveč kvalitetne prispevke, namenjene za reklamo različnih produktov. In po mojem mnenju, videz te spletne strani na tem naslovu odraža tudi odnos slovenske države do državnega načrtovanja oziroma neke poglobljene in nadstrankarsko sprejete predstave o tem, kaj so cilji države in kakšni naj bodo načini, da bi se te cilje lahko doseglo. Slovenija namreč po moji oceni od integracije v evroatlantske povezave nima nekih dolgoročnih nadpolitičnih strateških ciljev. Še več, kot vidimo, srednjeročni politični cilji, spremembo vsakokratne vlade in potopa ter ponovnega vznika političnih strank in koalicij poniknejo v globini spletnega oglaševanja. Iz tega seveda izhajata vprašanji, ali smo bili Slovenci vedno tako brezbrižni do svoje prihodnosti, ali pa je to odnos, ki smo ga razvili šele potem, ko smo se osamosvojili in smo državo začeli jemati kot nekaj, kar je samoumevno. Seveda odgovorov na ti 2 vprašanji ne morem podati danes, bom pa za namen tega prispevka pogledala v preteklost. Zdaj, obdobja, kam bi lahko pogledala v najnovejši sodobni zgodovini, je precej, od Šinigojeve vlade pa do Kavčičeve vlade, ampak jaz sem se odločila, da bom pogledala v čas slovenskega partizanskega gibanja, s tem, da ta raziskava je še na samem začetku, zato bom danes podala tukaj
le nekaj drobcev oziroma samo oris neke prihodnje bolj poglobljene raziskave. Zdaj, obravnavala bom dokumente Znanstvenega inštituta pri predsedstvu SNOS. Namreč ne le, da se po mojem mnenju v njih zrcali vizija slovenske povojne ureditve, temveč tudi zelo konkretna strategija. Seveda, vizije Znanstvenega inštituta niso enake državnemu planiranju po prevzemu oblasti. Državno planiranje se je po koncu vojne oblikovalo na neštetih kongresih, plenumih in sejah. Nazadnje pa so se vendarle odločali v nekem ožjem partijskem krogu. Namreč rast in razvoj gospodarstva, s tem pa tudi planiranje v socialistični Jugoslaviji so obstajali predvsem zato, da se je legitimiralo vladavino partije. Seveda pa je v socialistični Jugoslaviji bila partija enako država. Zato je imel sociolog dr. Gregor Tomc prav, ko je zapisal, da je bilo gospodarstvo neposreden političen problem. Zdaj je verjetno že vsem jasno, da bom v tej svoji kratki analizi govorila predvsem o tistih delih besedil, ki se ukvarjajo s prevzemom in upravljanjem gospodarstva po vojni. In zanimivo, besede Gregorja Tomca se pojavljajo tudi v elaboratih, ki so jih pisali posamezniki pri Znanstvenem inštitutu, se pravi Franc Sviter, Lojze Dular, Franceja Učin, Lojze Udel, Lenko Žagar in drugi. Zdaj, če citiram Dularja, samo da to prikažem, tudi on je na primer v enem izmed elaboratov zapisal, organizacija gospodarstva ni samo strokovno, ampak tudi politično vprašanje. No, cilji razreševanja oziroma ukvarjanja s tem političnim vprašanjem pa so bili obnova v vojni okrnjene gospodarske dejavnosti, gospodarska osamosvojitev Slovenije, torej čim bolj nacionalno usmerjeno gospodarstvo, oblikovanje gospodarstva, ki bo omogočalo korist za vse, gospodarstvo, ki bo omogočalo razvoj, in pa gospodarstvo, ki bo omogočal torej dvig življenjskega standarda oziroma čim bolj široke multiplikativne učinke. Zdaj, obnova, se pravi prva točka, je bil eden izmed ključnih faktorjev v vizijah gospodarskega, s tem pa tudi celotnega ustroja povojne Slovenije, s tem, da tukaj ne govorim neposredno o infrastrukturni obnovi, ampak obnovi države in sistema kot takega. Zdaj, mi si danes poenostavljeno predstavljamo, da pojem obnova pomeni ponovno vzpostavitev starega, kar je seveda pričakovano, ker je to tudi neposredni pomen besede obnova. Ampak dejansko je povojna obnova skupek dejavnosti, ki pripeljejo do stanja, ki omogoča gospodarsko rast in preprečuje ponovitev konflikta. In prav ta zadnji, drugi del definicije neposredno pomeni, da obnova ne more biti povrnitev k staremu, temveč izgradnja nečesa povsem novega. Tako so povojno obnovo tudi smatrali v Znanstvenem inštitutu. Niso torej želeli ponovno vpeljati predvojni gospodarski sistem, ampak neko povsem novo obliko organizacije, ki bo urejala gospodarstvo. Pri tem so seveda dajali prednost takšni ureditvi, ki je v ospredje postavljala skupnost, ne pa posameznika, in pa sistem, ki bo popolnoma izrabil naravne dobrine in pa človeško delovno silo. Pri tem so že načrtovali, da bo sistem temeljil na nacionalizaciji. Sicer so pisali, da želijo spodbuditi tudi zasebne investicije, ampak so hkrati zapisali tudi, da zasebništvo predvidevajo zgolj v kmetijstvu in gozdarstvu, vendar le v manjšem obsegu oziroma z razpršeno lastniško strukturo manjših količin zemlje.
Veleposesti so torej že med vojno predvideli, da jih bojo nacionalizirali in vključili v zadruge, tudi večino trgovine in obrti so nameravali vključiti v zadružne oblike, nacionalizirati pa so nameravali tudi vse energetske obrate, vključno z elektrarnami in rudniki. In ravno v tem modelu, za tiste, ki ste bili zjutraj na predstavitvi knjige o Milku Brezigarju, najdemo stične točke v pogledih znanstvenega inštituta z načrti, ki jih je Milko Brezigar ponudil praktično 20-25 let prej. Zdaj, eden izmed ključnih stavkov med številnimi elaborati pa je, bodoča združena Slovenija bo z ozirom na svoj položaj in gospodarski značaj nedvomno morala biti predvsem industrijska dežela. Stavek je seveda v skladu z marksistično, predvsem pa stalinistično vizijo komunistične ureditve države. Dular in Avčin, ki sta te uvodne besede zapisala v elaboratu Prispevek k problemu energijskega gospodarstva bodoče Slovenije, sta to prihodno usmerjenost države utemeljevala na pregovorni pridnosti in pa tehnični sposobnosti Slovencev, pa tudi na naravnih bogatstvih, ki sem jih že omenjala, ki torej dajo takšnemu gospodarstvu, kot so rudniki in gozdovi, temelje, ampak sta hkrati tudi opozorila, da ima slovenska krajina določene negativne značilnosti, na primer kraški svet ali pa gorati predeli. Se pravi, ni mogoče razmah nekega velikopoteznega kmetijstva. In prav zaradi teh, lahko rečemo, negativnih danosti, so v Znanstvenem inštitutu predvideli, da prihodnost slovenske industrializacije temelji na nišah v lesni, živilski in kovinarski industriji, ki naj bi predstavljale jedro slovenskega gospodarstva po vojni. Obstajalo je namreč prepričanje, da se bo težka industrija v povojni Jugoslaviji razvila v Bosni. Se pravi, zanjo naj ne bi bilo prostora v bodoči Sloveniji, in če ne bo investicij iz preostalih delov Jugoslavije v slovensko gospodarstvo, bo torej potrebno v tem nacionalnem gospodarstvu razviti panoge, ki bodo zahtevale manjše investicije, manjše materialne stroške, ampak bodo imele večjo dodano vrednost, s tem pa tudi večji zaslužek. Zdaj, nacionalno gospodarstvo v tem kompromisnem odnosu do gospodarstva v preostalih delih bodoče Jugoslavije naj bi Sloveniji zagotovo uspelo. Zakaj? Menili so, da je v Slovencih precej nemškega čuta za točnost in preciznost. Še več, v dokumentih Znanstvenega inštituta je precej primerjav Slovenije ali pa Slovencev s Švico in še bolj pogosto Švedsko. Kar je, glede na moje poznavanje dokumentov, morda celo ena izmed najbolj zgodnejših komparacij Slovenije s Skandinavijo in Švico. Posebej Švedska torej se pojavlja kot nekakšen Eldorado v teh dokumentih. Zakaj? Podobno kot Slovenci imajo nek nemški čut za preciznost in so se tudi sami specializirali za najrazličnejše niše v industrijskih panogah, zaradi katerih je imela Švedska poleg Norveške najvišji življenjski standard v Evropi. Kar je zelo zanimivo, to pomeni, da so ciljali na to, da bi Slovenija, ne glede na razvoj v drugih bodočih republikah Jugoslavije, imela enega izmed najvišjih življenjskih standardov v bodoči Evropi. Zdaj, nišna industrija je bila pa seveda pogojena z naslednjim velikim projektom, to je bil projekt obnove energetske oskrbe slovenskega gospodarstva. Predvidelo se je, da bo ta oskrba razpršena, in sicer na premog, ki bi izviral iz podržavljenih slovenskih rudnikov, na nafto in na rafinerije, kjer je zanimivo, za razliko od Milka Brezigarja, ki je zelo okrnil slovenski nacionalni prostor po prvi svetovni vojni, so v Znanstvenem inštitutu predvidevali,
da se bo ta razširil. In so naprimer v ta načrt, kako se bodo oskrbovali z nafto, vključevali predvsem italijanske rafinerije na Tržaškem, se pravi v Žavljah, v Aquili in pa v Sveti Soboti, se pravi San Saba in pa tudi na Reki. Te 3 rafinerije naj bi namreč v fašističnem času pokrivale več kot 50% vseh potreb Italije po nafti. In seveda so se strokovnjaki pri Snosu obetali, da bo Slovenija z nafto več kot preskrbljena, hkrati pa bodo lahko nafto tudi izvažali in s tem nekaj tudi zaslužili. Ne? No, še vedno aktualen vidik strategije znanstvenega inštituta pa je bila elektrika. Če si danes prizadevamo, da bi elektriko torej čim ceneje kupovali iz tujine, je leta 1944 Snos se ukvarjal z vprašanji elektrifikacije in pa samooskrbe. Tako kot za večino Evrope tedanjega časa je bil to namreč eden ključnih korakov v industriji kot v družbi sicer. Naprimer Franz Avčin je v enem izmed elaboratov napisal, da je bila količina letno potrošene energije v kilovatnih urah na posamičnega prebivalca merilo stopnje civilizacije kake države. In Slovenci smo seveda želeli biti civilizirani, kar pomeni, da se moramo elektrificirati. Hkrati je bilo treba v skladu s socialistično usmeritvijo potrebno gospodarstvo nadzorovati, oziroma kot so zapisali, je potrebna skupna gospodarska organizacija vse države, delo po načrtu, skratka načrtno gospodarstvo. To so zadeve, ki so vam seveda poznane in prepričana sem, da tukaj publika ve, kako so se potem zadeve dejansko razvijale po vojni. Zdaj, zanimivo pa se vsaj meni zdi, da v vizijah recimo vizijah povojne ureditve v znanstvenem inštitutu stroji ne igrajo nikakršne vloge. Skratka, skoraj da ni govora o mehanizaciji. Razlogi za to so po mojem mnenju večplastni, vendar po svoje razumljivi. Če so cilji povojne obnove med drugim gospodarstvo, ki bo v dobrobit vsem in pa ki bo narekoval dvig življenjskega standarda, je to seveda pomenilo, da je bilo potrebno zagotavljati delo za vse. Potem so tu stroji, razen da se proizvodnja poenostavi in pospeši, sekundarnega pomena. In tako vemo pa, da je bila mehanizacija seveda postopoma uvedena, ampak skoraj da vedno pod nadzorom delavca, s čimer so vedno sledili ciljem povojnega gospodarskega ustroja in zagotavljali visoko zaposlenost. No, ker pa študije vizij prihodnosti sodijo v futurološke študije, si bom na koncu dovolila ekskurs v fantazijo. Ne? Že pred drugo svetovno vojno je eden izmed vidnejših vizionarjev slovenske bodočnosti, ne glede na to, ali kdo meni, da je šlo za svetlo ali temno bodočnost, Edvard Kardelj, napisal knjigo Potovanje skozi čas. Zdaj, zanimivo, Ignacij Voje je ob nagovoru na izrednem občnem zboru Zveze zgodovinskih društev leta 1979 v senci smrti Edvarda Kardelja knjigo označil kot primer, ko lahko Kardelja izmed mnogih njegovih poslanstev obravnavamo tudi kot zgodovinarja. Zdaj, sama menim, da gre pri tej knjigi za ekskurs v futurizem po vzoru italijanske in ruske avantgarde. Namreč v knjigi skozi sanje glavni junak Štefan s pomočjo tako imenovanega vsemoča razlaga zgodovino človeštva skozi prizmo gospodarskega razvoja. Torej, Štefan verjame v napredek in verjame, da so nosilci sprememb ljudje, ki izrabljajo tehnologijo. Še več, tehnologija oziroma stroji Štefana spodbujajo k sodelovanju s tem, ko pravijo, da je človek s posegi v naravo ustvaril delo, z izumom orodij in izgradnjo infrastrukture je ustvaril kulturo, človeška inteligenca pa je omogočila napredek oziroma razvoj.
Ampak če je človek ustvaril stroje, ki so mu omogočili udejanjanje idej o napredku, zdaj stroji oblikujejo človeka. Ne? Zdaj, ta kratek ekskurs v en majhen delček ključnega obdobja, ko so Slovenci in Slovenija morali razmišljati o prihodnosti, ne, ob koncu druge svetovne vojne, in tudi naše vedenje o vsemu, kar se je dogajalo po vojni, kaže na to, da je torej načrtovanje vizij, družbeni konsens okoli teh vizij in njihova izpeljava ključen faktor za napredek. Ali kot je Kardeljev Štefan zaključil, če je še tako neizmeren in zamoten svet, vendarle ni tako dovršen in tako dokončen, da ne bi potreboval tudi moje pomoči in mojih hrepenenj. Torej, če sklenem, ljudje smo tisti, ne, ki moramo razmišljati o prihodnosti. Hvala.